Danes se odpravljamo v amazonski pragost, spoznavamo zdravilno rastlino kamu. Matjaž Obranovič nam bo razkril, kaj se zares dogaja v Sedoni. Predstavljamo pa vam tudi izbrane knjige o ljubezni. Hvaležno pozdravljeni, danes se bomo z mislimi in informacijami odpravili v deževni amazonski gozd, kjer je zrak nadvse čist in tam rastejo rastline, ki so pravzaprav neverjetne zaradi svojih lastnosti in sposobnosti. In upam, da vam bomo pričarali ta čudovit ambient amazonskega deževnega gozda, kajti odkrivali bomo rastlino, ki je izjemno bogata z vitaminom C, to je kamu. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Jelena Dimitrijevič je v naši družbi. Se pravi, perujski amazonski gozd, tam sem bila, sicer nisem šla po kamu, ampak vem pa, da od tam prihaja kar nekaj takih krasnih stvari. Ja, v bistvu, hvala Bogu, pa je tam še en košček neokrnjene narave, ki je tako, ki želimo tudi imeti povsod na tej naši lepi zemlji, ampak dobro je, da tudi prihajajo kakšne rastline, ki nam pomagajo, da lažje pridemo v eno ravnovesje in da nam ni treba pol skrbeti, če se bomo pozdravili, če zbolimo, posebej zdaj v tem času, ko vemo, če nismo bili pridni, če nismo skrbeli za svoje telo, potem nas hitro ujamejo kakšni virusi, bakterije in tako imamo težave in obležimo v postelji. Res je. Tale čas, ko se menjajo letni časi, je zmeraj problematičen. Ampak Jelena, zakaj? Ja, predvsem zaradi tega, ker ne skrbimo dovolj za krepitev organov, ki v bistvu pol podpirajo organe, ki prihajajo v naslednjem letnem času. Recimo, to konkretno pomeni zdaj čez poletje, če smo bili tako malo bolj sproščeni, če smo pojedli tudi hrano, ki za nas ni bila najbolj optimalna, če smo pretiravali tudi s kakšnimi aktivnostmi, nismo skrbeli za delovanje imunskega sistema, potem pride čas, ko je jesen, ko se moramo tudi umiriti, ko moramo zadihati malo drugače, se obrniti navznoter, začeti uživati hrano, ki je bolj primerna tem letnem času, se pravi, ni več tako veliko presne, mrzle hrane in tako dalje. In če tega ne upoštevamo, seveda pol to vpliva na naša dihala, na imunski sistem, na debelo črevo. To tudi vemo iz tradicionalne kitajske medicine, ta povezava tudi med pljuči, pa med debelim črevesjem in med imunskim sistemom. In če tam stvari ne funkcionirajo tako optimalno, potem smo ena tarča za viruse, ki radi živijo v takem okolju, ki ni tako, ki bo varovalo tudi naše telo. Rastline, zdravilne rastline sveta, o katerih sva govorili že veliko. Ja, res je. Lastnost teh rastlin so zmeraj neverjetni pogoji. Tako je. Oziroma pogoji, zaradi katerih so te rastline tako zelo bogate, močne in krepke. Kaj je tisto, zaradi česar je kamu tako poseben? Ja, enako velja tudi za kamu, ker govorimo o divji rastlini. To je treba razumeti, da v bistvu to ni enaka rastlina, ki jo tudi posadimo na našem vrtu, pa pričakujemo, da bomo dobili enake lastnosti. Enostavno, ko preselimo eno rastlino na drugo območje, tam, kjer ona ne raste naravno, avtohtono, potem se tudi ne ustvarja tako veliko hranilnih snovi in tako veliko teh specifičnih, posebnih snovi, ki so značilne za divje rastline. Hkrati pa je takole, kot da bi recimo, ne vem, to rastlinico presadili zdaj na naš vrt, bo lepo rasla, bo imela take lepe tudi sadeže, večinoma take oranžne ali vijoličaste barve, rdeče, ampak nažalost bo znotraj izsušena, ne bo imela tega potenciala, ki ga dejansko ima ta rastlina. In to se danes dogaja z večino teh dosti znanih zdravilnih rastlin, da v bistvu ljudje, ko začutijo, da od tega lahko zaslužijo, začnejo vzgajati rastline tudi na drugih območjih. Nažalost, to prinese tudi velike spremembe, ker tiste nutritivne snovi, močne antioksidante, ki so tudi značilni recimo za samo rastlino kamu, ne bomo dobili. In potem bomo uživali recimo en tak sadež, za katerega bomo pričakovali, da bo naredil eno spremembo v našem telesu, da nas bo okrepil, da nam bo pomagal, da se borimo recimo proti virusom, bakterijam in tako dalje. Ampak se to nažalost ne bo zgodilo, ker ne bomo dobili ravno te rastline, ki jo pričakujemo.
Se pravi, zmeraj vzeti neko stvar od tam, kamor dejansko prihaja. Tako. In kamu je izjemno bogat z vitaminom C. Tako je. To je v bistvu rastlina, sadež, ki vsebuje največ vitamina C na svetu. Ne obstaja niti ena druga rastlina, ki vsebuje toliko naravnega vitamina C. Hkrati pa ne samo vitamina C. Tukaj moramo res poudariti, da ne dobimo en izvleček. To ni samo askorbinska kislina, ki jo ponavadi poznamo kot vitamin C v tej sintetični obliki, ampak govorimo res o kompleksni rastlini. Govorimo o rastlini, ki poleg vitamina C vsebuje bioflavonoide, nekaj aminokisline, različne vitamine B kompleksa, kalcij, kalij, magnezij, fosfor, cink, železo, mangan. Se pravi, veliko koristnih snovi, ki nekako sodijo skupaj. In ko mi zaužijemo tak sadež v taki koncentrirani obliki, ker tukaj govorimo o sadežu, ki se pol posuši in se zmelje v prah in ga pol zmešamo s poljubno tekočino in spijemo in je zelo prijetnega okusa, zaradi tega, ker spominja na klasično limonado, s tem, da ima drastično boljši učinek. Moramo priznati, da dobimo nekaj, kar je najbolj blizu temu, kar naše telo na najboljši način prenese in absorbira od vseh tistih koristnih snovi. Hkrati te snovi, ki se nahajajo zraven naravnega vitamina C, pomagajo, posebej bioflavonoidi, da se vitamin C dobro izkoristi in da lažje tudi pride v naše celice. To so ključne razlike, tudi če malo menim to glavno razliko med sintetičnim vitaminom C in naravnim vitaminom C, kot je kamu, je tudi v tem, da ne obstajajo obsežne znanstvene raziskave, ki kažejo v bistvu, da je varno uživati sintetične oblike vitaminov za dlje časa in v zelo visokih koncentracijah, količinah. Vemo, kako je to, da se tudi vitamini, posebej tisti, ki so topni v vodi, se izločijo skozi naše ledvice. S tem, če so tisti presežki vitaminov, če je to res konstantno, lahko tudi pride do poškodbe recimo ledvic oziroma so zelo obremenjene. Hkrati pa tudi raziskave kažejo, da sintetični vitamin C zmanjša vsebnost bioflavonoidov v našem telesu, hkrati tudi nekaterih drugih snovi, kot so predstopnja, bakra in tako dalje. Tako da je treba biti pazljiv z naravnimi oblikami, pa to ponavadi ni primer in tukaj se ponavadi, tudi če pretiravamo s količinami, ni takih negativnih učinkov, kot recimo to s sintetičnimi oblikami ali prehranskih dopolnil ali recimo kakšnih drugih snovi. Ker na koncu koncev vitamin C lahko danes kupiš tudi na pošti, pa v trafiki in tako naprej. Sploh pa recimo tiste šumeče tablete, a ne? To itak, ja. Mislim, tiste šumeče tablete so bojda izjemno škodljive. Tako je. V bistvu ne moremo vseh prehranskih dopolnil dajati v isti koš, so tudi ena, ki so res kakovostna, ki se lahko tudi uporabljajo v taki sintetični obliki, ampak zmeraj je treba poudariti pomembnost tega, da smo pazljivi pri nakupu, da v vsakem primeru je boljše, da tudi izbiramo take dodatke, ki so nam bolj naravni in ki pridejo iz takih območij, kot si že omenila, sam kamu res na neverjetnih pogojih raste v bistvu v teh območjih, ki je zelo težko tudi priti do same rastline. Kamu tudi 4 mesece raste oziroma je pod vodo in potem tisti domačini tam s kanuji prihajajo in takrat pobirajo zrele sadeže, ki jih tradicionalno posušijo, zmeljejo v prah in to je to. Ampak seveda je treba vedeti, ali resnično ta sadež prihaja z tega območja in ali je dejansko tradicionalno rastel, vzgajan ali pol posušen in zmlet in nič mu ni dodanega. To je zelo pomembno tudi. Tukaj imava prah, se pravi ta zmleti prah, kot si rekla. Ja. In tudi barva je taka. Barva je rjava. Ki nakazuje tudi na to, da govorimo o sadežu, ki je posušen in zmlet v prah. Se pravi, ni take tipične sintetične bele barve, ki jo poznamo pri prehranskih dopolnilih, recimo, ki se je pojavil v taki obliki. Poleg tega pa je v obliki prahu. Kar je še ena dodatna prednost, dodatna vrednost, ki se na tak način tudi lažje absorbira in lažje ga pol telo tudi usrka. Se pravi, to lahko dodamo čemu? Vodi, čaju? Lahko dodamo v vodo. Recimo, zelo dobro je, da ga tudi spijemo zjutraj. Ta navada, ki jo nekateri imajo, da spijo recimo mlačno vodo z limoninim sokom,
jaz raje priporočam zdaj posebej v tem času, ko je treba malo bolj potencirati uporabo vitamina C, da bi se nekako pripravili na to jesen, zimo. V bistvu zmešamo s tako tudi mlačno vodo ali dodajamo recimo kakšne zelenjavne sokove ali smutije. Lahko pa recimo uporabimo kamu tudi na tak način, da ga damo na obraz, na kožo. Ker v bistvu ga zmešamo recimo eno čajno žličko ali pol čajne žličke z nekaj kokosovega jogurta ali kefirja ali recimo kokosovo maščobo in s tem si tudi namažemo obraz, držimo eno 20 minut, naredimo kot eno tako masko in s tem bo tudi osvežilo našo kožo, bo bolj zategnjena, bolj mladostna, kar je tudi logično, ker vemo, kaj naredi vitamin C posebej prav v naravni obliki, kako deluje na naše telo. Že sva omenjali, da je zdaj ta predpriprava proti virusom, bakterijam, posebej tudi virus herpesa, recimo tu se je pokazal izjemno dober, ampak tudi marsikaj drugega. Ljudje sploh verjetno niti ne vejo, zakaj je pomemben vitamin C. Pomemben je tudi za vsako delitev celic, za obnovo kože, kosti, las, nohtov, vezi, tkiv, kit, ker je v bistvu kofaktor pri ustvarjanju kolagena. In se pravi, ne gre brez vitamina C. Če ga ni zadosti, potem tukaj imamo velike težave. Hkrati, dobra absorpcija železa je odvisna tudi od vsebnosti oziroma prisotnosti vitamina C. Potem dobro delovanje ščitnice, proizvajanje ščitničnih hormonov, hitreje celjenje ran recimo je ključno v povezavi z vitaminom C. Tudi nekaterih drugih vitaminov, recimo vitamin E, vitamin A, vitamini B kompleksa. Veliko je procesov, kjer vitamin C sodeluje v našem telesu in če ga ni dovolj, potem smo lahko v velikih težavah, ki se lahko kažejo recimo dostikrat kot vnetje v telesu, otekanje nog, otekanje sklepov, tudi recimo krvavenje dlesni, če krvavijo dlesni. Veš kaj, jaz si bom kar malo čaja dodala, zaradi tega, ker se mi je pa res neki malo se mi je pa vnel in ne vem, mogoče kot posledica bolnove terapije, to še čist ne vem, ampak vem pa, da C-vitamin bo pomagal. Ja, absolutno. Definitivno. Brez C-vitamina, če imamo kakršnokoli vnetje, enostavno ne gre. Tako da ti lahko samo pomaga, lahko tudi pomaga telesu, tudi imunskemu sistemu, da okrepi same obrambne sposobnosti. Se pravi, naše telo, naše celice dejansko potrebujejo vitamin C in tudi veliko raziskav o tem govori, nekateri ga potrebujejo več, nekateri mogoče malo manj. Več ga potrebujejo posebej tisti, ki kadijo, ki zaužijo majčkeno več alkohola, nosečnice, tisti, ki imajo kronične bolezni, tisti, ki recimo imajo težave z diabetesom. To so nekako obvezne povečane doze in potrebe za vitaminom C, če imamo recimo tako posebno stanje ali kakšne posebne zdravstvene težave. O tem tudi govori ena zelo zanimiva študija, japonska študija narejena leta 2008, ravno na kadilcih, kjer so ugotavljali to razliko, so dajali eni skupini naravni vitamin C kot kamu, drugi pa sintetični, askorbensko kislino sintetično. In so pol na koncu, po nekem času, ko so izvajali samo analizo, so ugotovili, da so neverjetne spremembe, kar se tiče zmanjševanja oksidativnega stresa, poškodb samih celic, ker vemo, kako kajenje tudi vpliva na same celice in se proizvaja veliko več od prostih radikalov, se poškodujejo celice. Ko so uživali kamu, se je ta stres drastično, oksidativni stres zmanjšal, tudi sama poškodba celic. Za razliko od tistih, ki so uživali klasičen, sintetičen vitamin C, pri tistih so spremembe bile tako majhne, da so bile zanemarljive. Sicer pa vitamin C deluje kot izjemno močen antioksidant v telesu, tako da se ga dostikrat priporočajo pri težavah z rakom. Pri terapijah se dajo ogromne doze vitamina C, količine pa so sicer priporočene zelo nizke. Zelo nizke, prenizke generalno. Tam za odraslega človeka minimalne so od 100 do 150 mg, ampak to je res izjemno malo, posebej ko vemo, kako živimo, kako smo pod stresom, koliko nezdravo jemo in posebej, ko se treba pripraviti na določena obdobja, letne čase, potem je definitivno treba zvišati to količino. Recimo, kot ena predpriprava je lahko tam od 2 do 4 grama na dan lahko tudi pojemo vitamina C, če želimo preprečiti mogoče nastanek kakšnih prehladov, grip ali enostavno ojačati delovanje imunskega sistema. Sicer so
te minimalne doze, ki jih priporočajo tam, da ne bi zboleli za skorbutom, recimo 10-20 mg, kar je resnično premalo. Resnično premalo, da bi zadovoljili dejansko potrebe. In samo jemanje je ključno, ker vitamin C se izloča iz telesa, tako da je dobro, da ga jemljemo na vsake 4 ure. V 2 urah telo porabi to, koliko lahko, recimo tam 200-250 mg naenkrat lahko porabi, ostalo pa se itak izloči, tako da je dobro, da ga jemljemo čez dan skozi. Se pravi, tudi ko imamo zdaj kamu, ne zmešamo takoj ene čajne žličke, pa to vse naenkrat spijemo, ampak počasi postopamo čez dan. V eni čajni žlički kamuja je približno tam nekje 400 mg vitamina C, kar je res ogromno, tudi ga vsebuje 40% več kot acerola, 3000-krat več kot klasične limone. Vemo pa, da so limone tako znane kot dober vir vitamina C, ampak zdaj vemo, da tudi obstaja nekaj veliko boljše kot so limone. Se pravi, najbolj se je kar zjutraj zmešati, pa pol imaš čez cel dan. Ne, v bistvu zjutraj vzamemo eno količino, se pravi recimo ali 1/4 čajne žličke, če ne potrebujemo toliko veliko, če želimo malo večje količine, tam 800 do 1000 mg, posebej če smo kadilci, takrat je to nekako minimalno, 1000-1200 mg na dan, takrat to razporedimo. Se pravi, ali pol čajne žličke, ali recimo, če rabimo več, lahko je tudi 1 čajna žlička, pa eno 2-3 na dan spijemo z malo vode ali s kakšnim sokom in bo v redu. Okus, moram ti povedati, ni slab. Ja, odličen je. Meni je odličen. Tako, kot da bi pili skoraj navadno limonado, mogoče malo bolj intenziven je ta kiselkast okus, ampak mislim, da bo marsikomu všeč, tudi otroci ga seveda lahko uživajo in posebej, ko hodijo v vrtec, vemo, kako hitro zbolijo in tudi otrokom je zelo dobro dajati tako naravno obliko vitamina C, da bi se nekako zaščitili in izboljšali svoj imunski sistem. Se pravi, povsem divja rastlina, ki preživlja neverjetne pogoje v perujskem amazonskem gozdu in pride vse do nas, do Slovenije. Ampak veliko ljudi reče, ne, vse, kar mi potrebujemo, že raste tukaj v Sloveniji. Ja, to je zdaj že mantra ratala. Ja. Da v bistvu to, kar je slovensko, samo to je dobro in nič drugega ni v redu. Ampak ti ljudje ponavadi pa pol kupujejo meso iz Madžarske. Ja, tako. Sploh se tega ne zavedajo. Ja. Da v bistvu niti ne jejo slovenskih živil, ampak enostavno, če nekaj ima etiketo, da je to slovensko, potem zaupaš, da ne bi sploh ne preverjaš stvari in potem misliš, aha, to je to, jaz zdaj živim bolj domače, naravno. Ker embalaža velikrat je iz Slovenije. Ja, tako je, to se zgodi. Embalaža je, ampak to, kar je not, kar je vsebina, je čist nekaj drugega. Tako da tukaj res moramo biti malo raziskovalci, to je ključna stvar, da ne sprejemamo vsega kar tako, ampak da resnično pogledamo, pa tudi se pozanimamo, pa tudi vprašamo, od kje, kako je, na kakšen način je pridelano, tudi to je zelo pomembno, s kakšno energijo, ker tudi ne samo nutritivne snovi, pa posebne tiste snovi, ki jih imajo zdravilne rastline, pomembna je tudi energija, informacija, ki jo rastlina dobi v času svoje rasti. Ker tudi tukaj, recimo, če rastlina raste na domačem vrtu, kaj se zgodi? Prinesemo jo od nekje drugje, ker se je ona borila, so bili ekstremni pogoji, recimo suša, mraz, UV žarčenje, ni plodne zemlje, recimo, iz katere bi vlekla tako enostavno tiste hranilne snovi in potem prinesemo eno tako okolje, ker dobi vse naenkrat, vsega dovolj. In potem se tudi začne hitreje razvijati, rasti in manj potentna in zgublja tisto vrednost, ki bi morala. Lena rata, točno tako, ja. Kar je logično, ne? Kar je povsem normalno. Tako. Ja, krasno. Evo, dober nasvet za vse tiste, ki razmišljate, kako podpreti samega sebe, zdaj v tem času. Ravno prej mi je kolegica povedala, da je veliko bolanih, da imajo prehlade pa vse take stvari, ampak ja, je takšen čas, kaj smo. Tako je, res je. Najlepša hvala, Jelena Dimitrijevič je bila v naši družbi in spoznavali smo zdravilne rastline sveta. Zakaj? Ker prisegamo na rastline, prisegamo na tisto, kar zraste s pomočjo zemlje, vode in zraka. Te nam prijazne civilizacije stopajo zelo previdno v kontakt z nami. Se pravi, tudi ti, ki imaš že izkušnje s tem, recimo, v prvi vrsti se ti pokažejo in potem naredijo naslednji korak in naslednji korak.